Javni zavod Socio bo odprl nov večgeneracijski center. Celjsko pravljično deželo je lani obiskalo več kot 20.000 ljudi. V zgodovinskem arhivu bodo jutri odprli razstavo dekade 80. Višina odškodnine za Blaža Janca ostaja poslovna skrivnost. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. V splošni bolnišnici Celje so od včeraj dalje do preklica omejeni obiski pacientov. Obisk je omejen na eno zdravo osebo. Takšna odločitev vodstva bolnišnice je posledica povečanega števila prehladnih obolenj med prebivalci celjske regije. Z omejitvijo obiskov želijo v splošni bolnišnici Celje zmanjšati možnost okužb njihovih pacientov. Javni zavod Socio, ki deluje na področju socialno-varstvenih storitev in svojimi programi pomaga najranljivejšim posameznikom in družinam, z novim letom širi svojo dejavnost. Na evropskem razpisu so namreč pridobili finančna sredstva za odprtje novega večgeneracijskega centra, ki ga bodo v kratkem odprli tudi na Gosponski 3 v Celju. Program Medgeneracijski center je v Celju potekal že 3 leta, z novimi finančnimi sredstvi pa je Javni zavod Socio odprl večgeneracijski center. In kaj to pomeni? To pomeni, da bo več različnih aktivnosti in pa seveda tudi večja različna vključena ciljna skupina, torej ne samo starejši in mlajši, ampak seveda tudi vsi ostali, kot so mlade družine, brezposelni, potem mladostniki z različnimi težavami, zaradi tega, ker bomo seveda imeli tudi ponudbo svetovanja v stiskah bodisi mladostnikom, bodisi družini. V ta namen imamo zaposleno psihologinjo, delovna terapevtka, potem je vodja centra in pa še z pomočjo javnega delavca si bomo nekako pomagali, da bomo te aktivnosti, ki smo si jih zadali, tudi izpeljali. Gre predvsem za vsebine, ki so potrebne v Celju, za katere bodo ugotovili, da jih prebivalci potrebujejo. Pogodba za projekt, ki so ga kot partnerice podprle občine Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Šentjur, kjer bodo prav tako odprli svoje enote in storitve omogočili tamkajšnjim občanom, je podpisana za 5 let v višini 575.000 evrov. Projekt pa imajo namen še nadgraditi. V ta namen še v prihodnjih mesecih ima namen ministrstvo razpisati razpis za avtomobile, ki bi jih naj prejeli večgeneracijski centri, da bomo lahko tudi uporabnike iz drugih krajev ali pa iz takšnih krajev, odkoder mogoče ne bi mogli priti, lahko pripeljali na različne aktivnosti, na prireditve. Tako da je res v bistvu ponudba obojestranska, se pravi ne samo za tiste, ki si to lahko privoščijo, ampak tudi za tiste, ki bi to želeli, pa mogoče si ne morejo privoščiti, bomo za njih poskrbeli. Večgeneracijski center bo svoja vrata na Gosposki ulici 3 v Celju uradno odprl v prvih dneh meseca februarja. Ena najbolj priljubljenih lokacij v regiji je v prazničnem decembru tudi celjska pravljična dežela, ki so jo decembra lani pripravili že 17. leto zapored. Organizatorji so z obiskom zadnje izjemno zadovoljni, saj so v 23 dneh našteli več kot 20.000 obiskovalcev. Za nas je to zelo zahteven projekt. Letos je bil najdaljši, to je 23 dni. Poleg priprave, ki je zelo zahtevna, to je v enem sklopu Pravljična akademija in priprava v bistvu preko javne avdicije animatorjev in postavitev vsako leto edinstvene pravljice, ki je sestavljena z zgodbami. Ta del se mi zdi zelo zahteven in je takrat malo nervoze, pa so medijske aktivnosti, potem pa se začne samo dogajanje, na katerega se seveda tudi zelo pripravljamo. In to pomeni jutranjo animacijo od 10. do 12. in popoldne od 17. do 19. z tem vrhuncem okoli 18. ure. Vendar letos se mi zdi, da je bil projekt najbolj zahteven, zaradi tega, ker je v bistvu tako obsežen. In potem zopet imamo projekt znotraj projekta, to so pravljični vlaki, ki pripeljejo obiskovalce iz Maribora, Ljubljane in Velenja. In tukaj je še vedno kakšen dogodek, nič nas ne sme presenetiti, in govorim po zahtevnosti, ko so še vedno kakšna presenečenja, ko smo v Mariboru ugotovili, da je obiskovalcev za 2 vlaka, oziroma za 2,5. To je v bistvu kar zahtevna logistika, kako rešiti in seveda potem je odgovorno tudi nazaj, na vlake pospremiti vse obiskovalce mesta Celja. Je pa res, da je morda prednost to, da je mesto Celje prijazno,
kolikor toliko veliko, pa vendar majhno v srcu, ne, je križ tega starega mestnega jedra, tako da se lahko od enega dela do drugega sprehodijo obiskovalci. Zdi se mi, da letos so se tudi gostinci izredno potrudili, se pravi ta križ, Hotel Evropa, prijazna storitev, kvaliteta, na drugi strani Branibor, potem kavarna pri Nejcu, glavni trg s prijatelji, Oazo. Se mi zdi, ljudje vedo, kaj to pomeni, če imaš en tak obisk in če si pripravljen, imaš tudi nek rezultat. V Zgodovinskem arhivu Celje bodo jutri odprli novo razstavo Dekade 80. Razstava je nadaljevanje lani začetega cikla Dekade, ki bo v 5 letih predstavila dogajanje v Celju v letih prejšnjega stoletja. Tokratno razstavo bo odprl nekdanji predsednik skupščine občine Celje Edvard Stepišnik. Razstavo so pripravili sodelavci arhiva in jo glede na prejšnjo, v kateri so predstavili dele arhivskega gradiva iz 90-ih let, še nekoliko razširili. Po eni strani s to razstavo poskušamo dati sporočila, ki so vezana na arhivsko dejavnost. Se pravi, to je arhivska razstava, ki izpostavlja dokumente iz obdobja, ki so nastali, se pravi med letom 80 in 89. Po drugi strani pa pravzaprav skuša izpostavljati to gradivo kot vir za nadaljne raziskave. Poziva vse, ki živijo v okolici, ki so aktivni recimo na spletu, družabnih omrežjih, da objavljajo gradivo, ki ga hranijo iz tega obdobja in ob njem enotno dodajajo pripis Lojtra Dekade 80. Sodelavci arhiva so pri raziskovanju in ustvarjanju razstave, ki jo spremlja tudi bogat zbornik, izbirali med različnim gradivom, ki ga večinoma hranijo v arhivu, pa naj gre tu za dokumente, materialno gradivo ali fotografije. Najprej smo se seveda dogovorili, potem smo šli skupaj malo čez pa pogledali, katera področja bi ne obravnavali. Ugotovili smo, da mogoče bi lahko malo razstavo napram lanskega leta razširili, zato smo jo povečali in obsega skupaj 11 tematskih sklopov, od uprave, sodstva, potem družbeno-političnih organizacij, gospodarstva, potem ekologija, potrošništvo, šolstvo, potem še zdravstvo, pa kultura in na koncu ostaneta še šport pa Zgodovinski arhiv Celje v 80-ih letih. Gre za to, da skozi razstavo poskušamo ustvariti nek duh dobe 80-ih, po drugi strani pa je to mogoče malce težje preko dokumentov, ampak te dokumente pravzaprav so temelj arhivske naše dejavnosti in na ta način jih pravzaprav morajo ljudje si tudi prebirati. Ne morajo priti si razstave recimo samo ogledovati fotografije, ampak je zanimivo in pravzaprav s tem prebiranjem dokumentov pravzaprav na nek način šele vstopimo v to dekado. Druga razstava iz cikla Dekade tako ponuja zanimiv pogled v dogodke, ki so zaznamovali eno najbolj zanimivih obdobij naše zgodovine. Spomnimo samo na Titovo smrt, čeke, dolge čakalne dobe za nekatere izdelke, kot so na primer avtomobili, inflacija, pomanjkanje nekaterih osnovnih živil, pa nakupovanje v tujini in še bi lahko naštevali. Osrednji motiv razstave je fotografija Roka Kopitarja. Rok Kopitar je pravzaprav vsem Celjanom dobro znan lik. Njegovi največji uspehi so vezani na 80-ta leta, največji uspeh 5. mesto, sam ga tudi tako ocenjuje na olimpijskih igrah v Moskvi, v teku na 400 metrov z ovirami. Hkrati pa je pravzaprav ta njegova disciplina nek sinonim oziroma nek simbol tudi zato, da to dobo 80-ih hočemo predstaviti tudi skozi neko doživljanje posameznikov, ko so pravzaprav tekli čez ovire v tej dobi. Namreč ta doba je prinesla vsakdanjik ogromno nekih preprek in je na nek način napovedovala na cilju spremembe, ki se začnejo z dekade 90. Razstava bo odprta v času uradnih ur arhiva med 8. in 14. Za organizirane skupine pa bo ogled možen po dogovoru. Odprta bo najmanj do začetka junija. Kot smo že poročali v naši včerajšnji informativni oddaji, bo slovenski reprezentant in član Celja Pivovarne Laško Blaž Janc po koncu letošnje sezone kariero nadaljeval pri evropskem prvaku Kilcah. Janc je s poljskim klubom, v katerem igrata tudi Uroš Zorman in Dejan Bombač, podpisal 3-letno pogodbo. 20-letnik iz Loga pri Sevnici je član celjskega kluba že 5. sezono, v tem času pa je dosegel 825 zadetkov in s tem zaseda 11. mesto na klubski lestvici strelcev po slovenski osamosvojitvi.
Zlasti v tej sezoni je nase opozoril z odličnimi igrami v obeh mednarodnih tekmovanjih, kjer sodelujejo pivovarji. Kako pa na predčasen konec sodelovanja gleda klubska uprava? Občutki so mešani. Tako kot vedno, ko nekdo, ki ste ga tudi sami poimenovali, je nek biser, odide iz tega kluba. Tako kot pri drugem Blažu Blagotinšku, smo takrat rekli, da smo nekako malo žalostni, ker odhaja prehitro, po drugi strani pa ponosni, ker odhaja v evropski klub. Za Blaža smo le, Janca sedaj govorim, smo se trudili, da bi ostal še eno sezono, vendar je neka goreča želja v njemu in v njegovem zastopniku bila, da ta klub zapusti po tej sezoni. Zato smo pol pristopili pogajanju in se dogovorili za prestop po končanju tej sezoni. Ali bo celjski klub lahko nadomestil njegovo izgubo, ker zunaj serijskih igralcev, ki bi bili dostopni, ni ravno na pretek? To je res, vendar Celje je to takšne izgube nadomeščal že v preteklosti. V tem klubu so igrali sama zveneča imena, ki smo jih tudi s novimi generacijami uspešno nadomestili. Od zadaj kar nekaj zelo perspektivnih fantov, ne morem reči, če bojo takšnega kova, kot je Blaž, lahko da bojo malce slabši, lahko da bojo boljši, ampak delamo na tem, da vsako leto najmanj 2 igralca iz mladinske šole priključimo članom in delamo na njih, ter jih vzgajamo naprej. Višina odškodnine za Jančev prestop je skrivnost, vseeno smo skušali podatek izvrtati po ovinku. Tudi če bi rangiral, bi že nekaj nakazal, v katerih višinah je šlo. Tu smo dejansko res obljubili klubu iz Kilc, da te zadev ne bomo govorili, ne bomo belodanili. In zato bi prosil, da tudi pri tem ostane, dejansko v pogodbenem razmerju ne smemo komentirati. Zanimalo nas je tudi, če pri klubu sodelujejo v pogovorih o prestopu Mihe Zarabca, ki ga prav tako snubijo na tuje. Ne, na relaciji klubsko vodstvo, drugi klubi se še nič ne dogaja. Kolikor pa tudi so meni stvari znane, se dogaja na ravni klubi in pa njegov zastopnik, se pravi njegov agent. Nekaj povpraševanja je, nekaj zanimanja je, ampak to tako, kot sem rekel, nekaj neuradnega. Miha Zarabec ima v pogodbi fiksno odškodnino, tako da če kjer klub pride in to odškodnino plača, potem je tudi on po tej sezoni lahko prost igralec. Po noči se bo od severozahoda prehodno pooblačilo, zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -5, ob morju okoli 1 stopinja Celzija. Jutri bo drugod delno jasno, na Primorskem pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bo oblačnost naraščala, predvsem na Primorskem in Notranjskem bodo že manjše padavine, večinoma bo rahlo snežilo. Zvečer in po noči se bodo padavine okrepile, meja sneženja se bo postopno dvigala. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 5 stopinj Celzija. V petek bo oblačno, dopoldne se bodo padavine od zahoda postopno razširile nad večji del države. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo sprva večinoma deževalo, sredi dneva in popoldne pa bo dež od severa prešel v sneg. Zapihal bo severni do severovzhodni veter. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.